Dobrodošli v oddaji Živijo z nami. Zavod PET je pripravil srečanje v domu starejših občanov na Izlakah, kjer so predstavili svoje terapevtske pse. Z nami se bo pogovarjal gospod Franc Tušicki. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, dober večer. Imate psa Dona, za katerega ste se odločili, da bo postal terapevtski pes. Zakaj takšna odločitev, kdaj ste se zanjo odločili in kakšne lastnosti ima Don, da bo lahko postal takšen pes? Ja, res je. Moj pes Don je 8 let star pasme Border Collie. Zato bi rekel, odločitev je deloma, bi rekel, spoznal, to sem spoznal v domačem kinološkem društvu, kjer mi je prijateljica povedala, da se bo udeležila testiranja za terapevtske pse. To je bilo nekje sredi leta 2013. Na to sem se tega testiranja res udeležil in tam so ugotovili, da je pes Don popolnoma ustreza vsem normam, ki naj bi bili za terapevtskega psa. To pomeni, ni bitna pasma, velikost in podobno, ampak važno je, da je kuža star vsaj 2 leti, da ni agresiven, da je prijazen, da je zdrav, da dobro sodeluje s svojim vodnikom in to je bilo to. Po opravljeni tej, bi rekel, preizkušnji oziroma tem testu pa smo se v letu 2013 udeležila še izobraževanja, ki je potekalo v Ljubljani. Deloma je bil prisoten tudi Don, deloma sem se ga moral udeležiti sam. Po zaključku tega izobraževanja pa sva nastopila, bi rekel, nekje pripravništvo. To pomeni, da moramo z Donom opraviti najmanj 25 ur obiskov, najmanj 25 obiskov v vsaj 3 različnih ustanovah širom po Sloveniji. To so od domov ostarelih oziroma domov upokojencev še vrtci, šole, bolnišnice, razni zavodi in podobno. Torej, po končanem tem 25-urnem usposabljanju na terenu pa sledi še praktični in pa tudi teoretični izpit, na to pa pridobiva naziv terapevtski par. Kako pa negujete svojega psa, da lahko stopi v ustanovo? Ja, res je, to je zelo pomembna stvar. Tu moram ampak povedati, da kar se tiče nege, nisem ravno jaz tisti v naši družini, ki skrbi za to nego. To je, bi rekel, za to odlično skrbi moja žena. Sicer se ne bi z Donom tako postavljala vedno naokoli, kako je lep, pa mehk, pa čist in tako dalje. Res je, nega zahteva ogromno časa pri takem psu, to je dnevno česanje praktično. Preden gremo pa v ustanovo, pa ga normalno še jaz takrat po potrebi obrišem, malo skrtačim in podobno, da je res pes tak, kot je treba za vstop v ustanovo. Zna pa tudi kar nekaj trikov, kot smo prej videli. Kako ste ga to dolgo učili? Glejte, ta pasma Border Collie je nasplošno znana kot zelo učljiva in dojemljiva pasma in delo z našim Donom je praktično veselje. Vsako stvar takoj, bi rekel, zapopade in z ustrezno motivacijo, to so običajno priboljški, hitro usvoji vsak trik, ki smo si ga zamislili. Pa je kaj utrujen takole po dnevu obiskov? Ja, opažam, da je po vsaki terapiji ali pa, bi rekel, te aktivnosti, ki jo izvajamo po raznih ustanovah, da kaže, bi rekel, nekakšne druge znake utrujenosti, ne tiste, kot naprimer, ko pričakujete, da je pes po 2-3 urah divjanja po travnikih, po gozdu, da je utrujen, ampak to je druga vrsta utrujenost in prav to je tisto, kar pomeni tudi omejitev
za te naše kužke, saj je maksimalen čas dovoljen za naše kužke 2 uri na teden, ko lahko z njimi izvajamo delo v ustanovah, kot so terapije ali pa aktivnosti. Kakšen je bil odziv, ko ste se tako pojavili? Je bilo navdušenje, je bilo mogoče kaj strahu? Ne, sprva v začetku izobraževanja, ko so nam, bi rekel, sedaj moje kolegice, ki so že terapevtke izkušene in pa tudi moja mentorica, v začetku predavanja si nekako zgubljen in razmišljaš, kaj sploh jaz počnem tukaj, a sem jaz sploh lahko za terapevtski par, bom to zmogel. Kasneje pa vidiš, da v bistvu ta sredina, v kateri se z Donom sedaj nahajamo, kar se tiče zavoda, je res tista, ki ti da motivacijo in pa tudi vse potrebne nasvete in pa znanje, ki ga potrebujemo za to. Don zdaj že ve, komu nadanete rutko, da greste na terapijo? Ja, že pravzaprav ne rutko, ampak ko mu nadanem to oprsnico, takrat že ve, da gremo in reagira pa različno, včasih to je tako kot pri ljudeh. Včasih je razpoložen, včasih pa ne, ampak do sedaj še ni pokazal znaku, da ne bi rad šel na terapijo. Kdaj pa ima ta izpit? Izpiti računam, da bo predvidoma v mesecu januarju, bi rekel, za praktični izpit se še nismo dogovorili, v kateri ustanovi bo potekal. Prav tako pa mislim, da bo januarja ali pa začetek februarja pa še na to zaključek nek teoretični del izpita, tako da računam nekje sredi februarja, da če bo šlo vse po sreči, da bomo z Donom lahko normalen, bi rekel, terapevtski par. Koliko časa že deluje Zavod PET in za kakšen zavod gre? Zavod PET deluje do oktobra leta 2011, ustanovilo ga je 11 članic, zdaj nas je vse skupaj že 42, deluje pa 31 psov v njem in sicer PET je pasja enota terapevtov, delujemo pa z namenom izvajanja posredovanja s pomočjo psa, to so terapije in aktivnosti. S kužki obiskujemo različne ustanove, bolnišnice, šole, vrtce, varstveno-delovne zavode, domove starejših občanov, mladinske centre in razne prireditve z namenom terapevtskega učinkovanja s pomočjo psa na te ljudi, ki se srečujejo z različnimi težavami oziroma čisto izboljšanje kvalitete življenja posameznika. Kakšen pes se lahko vključi v šolanje, izobraževanje za terapevtskega psa ali mora biti že prej kaj šolan? Zelo dobro je, če so kužki, morajo biti lepo vzgojeni, socializirani, ali je prej obiskoval kakšne šole oziroma z vodnikom kinološke seminarije, niti ni tako pomembno, zelo je pomemben značaj, je pa priporočljivo seveda, da ima osnove poslušnosti, da je vodljiv, da z vodnikom dobro sodelujeta, da išče stik z ljudmi, da ni agresiven, da ni plašen, da se ne odziva preburno na razne dražljaje, slušne, vidne, taktilne, ampak res je pa zelo pomemben ta odnos z vodnikom, to je mora biti eno tako veliko prijateljstvo, zaupanje, spoštovanje in pa da išče stik tudi z drugimi ljudmi. Tako da mi to preverimo na testiranju, pes mora biti star najmanj 1 leto, vodnik 18 let, potem pa sledi še izobraževanje za oba in tudi praktično delo v različnih ustanovah pod vodstvom mentorja, morata opraviti 25 ur, zatem pa morata uspešno opraviti še izpit za pridobitev licence, tako da potem sta samostojna. Koliko ur tedensko pa lahko naredi, oziroma tudi dnevno, koliko lahko naredi takšen terapevtski pes s svojim vodnikom? Mi imamo omejeno v zavodu, da lahko pes opravlja z vodnikom zgolj 2 uri na teden. Nekje 1 ura
je čisto dovolj, 2 uri v enem dnevu je že skoraj veliko. Pa to ni kar tako iztrte izvito, ampak smo pač v tujini so izvajali tudi raziskave z tega področja in so ugotovili, da je to še nekakor najbolj sprejemljiva časovna doba. Je pa res, da so včasih kužki tudi ves dan prisotni v neki ustanovi, naprimer v šoli. V našem zavodu sicer tega ne prakticiramo, imamo pa predvideno tudi to možnost, s tem, da tudi takrat lahko pes dela aktivno samo 1 uro, mora biti pa vedno zagotovljen prostor za umik, počitek, voda in primerna oskrba za kužka. In kakšen je odziv inštitucij? Odziv je še prevelik. No. Povpraševanje je ogromno. Zdaj nismo edini, ki opravljamo te dejavnosti v Sloveniji in se je to že zelo razvedlo, ni več v povojih. Tudi strani stroke je ogromno zanimanja in jaz mislim, da gre v pravo smer, da bomo pomagali več in večjim ljudem. Je pa res, da smo vsi prostovoljci in da je povpraševanja še preveč. No. Bi radi ustregli vsem, pa ne gre. Ali ste vedeli, da imamo v trgovini Buldi tudi kotiček nege in zdravja za ljudi? Zagotovo ne. Naj vam ga predstavimo. V našem kotičku nege in zdravja imamo ekstra deviško oljčno olje znamke Vallejo. To je olje višje kategorije, hladno stiskano in pridobljeno neposredno iz oliv in zgolj z mehanskimi postopki. Od kozmetike je na voljo krema za roke in nohte in mleko za telo z dodatkom ekstra deviškega oljčnega olja, ki blagodejno vpliva na kožo, se hitro vpije in ne pušča mastnega filma. Tukaj so tudi trda mila, katerim je prav tako dodano oljčno olje. Na voljo so z vonjem limone, sivke in aloe vero. Poskrbite za svoje zdravje in si privoščite najboljše. In kakšne so vaše želje? Bi želeli hoditi po ustanovah tu v bližini ali širše po Sloveniji? Ja, prav zato sem bil nekje danes tudi sam pobudnik tega srečanja in te predstavitve tukaj na Izlakah, saj mislim, da glede na to, da smo v zavodu 5 edina predstavnika iz Zasavja in da je tukaj ogromno možnosti, kot so tak dom, kot je na Izlakah, potem so tu vrtci, šole in podobno širom po Zasavju, bi s tem namenom rad, bi rekel, pozval še ostale ustanove, če so mogoče zainteresirane, ker sigurno je želja, da delujemo v domačem okolju. Takole, 3 žrebance bova izžrebala, kar enega potegnite ven. Prvi žrebani, hvala, prejme bon za 20 evrov v trgovini Buldi. Samo malo. Boš lahko jo? Bomo kar prebrali. Hvala lepa. Torej, zaščitni znak trgovine Buldi je angleški buldog, torej pravilni odgovor, tako kot smo spraševali. Naslov pošiljatelja pa je Uroš Fric, Žlebe 3F 1215 Medvode. Torej, čestitke. Še enega. Drugi nagrajeni dobi bon za 10 evrov v trgovini Buldi. Hvala lepa. Tudi to je pravilni odgovor, angleški buldog. Poslala ga pa je Urška Krznar Jevšnikova 19 iz Kisovca. Pa še tretjega bova. Pa še enega z vrha. No, tako. Hvala lepa. Angleški buldog, tudi to je pravilni odgovor. Joža Vozelj, Jablana 12, Zagorje ob Savi. Takole, čestitke vsem 3 nagrajencem. Novo nagradno vprašanje pa vam bo zastavil gospod Stošicki. Torej, današnje nagradno vprašanje se glasi: v zavodu 5 so prisotni kateri pari oziroma psi, terapevtski ali reševalni? Takole, hvala lepa. Mislim, da če ste gledali oddajo, ste to ugotovili.
Pravilne odgovore pošljite na naslov ETV Loke pri Zagorju 22 1412 Kisovec ali pa po elektronski pošti etv@elektroprom.si do naslednje oddaje. To je bilo za danes vse. Vidimo se spet naslednjič. Lepo pozdravljeni.